Živjo! Danes sem spet na poti, po dolgem času. Pokazal vam bom 3 zanimive projekte. In prva stvar, ki bi vam jo rad pokazal, je ena hiška, ki je iz takega posebnega materiala. In to je v bistvu eternit, esal, kompaktna plošča. In vrtne hiške iz tega materiala so lahko zelo take odštekane, futuristične. Ne pašejo v vsako okolje, ampak tja, kamor pašejo, so pa rakete. In recimo primer te hiške je tudi tale, ki jo vidite zdaj. Eternit se da zbirati, ta konkretno je v sivi barvi, v kombinaciji z vrati, ki imajo belo barvo. Na voljo so pa tudi druge kombinacije. In tukaj imamo kar veliko svobode pri detajlih, pri ostalih stvareh, ker takšni projekti so ponavadi zelo unikatni. In takšna hiška v bistvu lahko res zasije na vrtu. No in zatem grem pogledat še eno klasično kubi hiško z umetno fasado. Tisto, ki upravlja čist pač osnovni namen shranjevanja vrtnega orodja. Zatem grem pa v BTC. Tiste stojnice, ki sem vam jih zadnjič kazal, so zdaj že končane oziroma skoraj končane, že stojijo na lokaciji. Tako da gremo pobližje pogledat. Pojdite z mano. Živjo! Evo, sem v novem naselju na obrobju Ljubljane in tukaj za mano je ena taka majčkena, ampak ful uporabna kubi hiška. In tukaj bi vam rad pokazal, kako lahko, kljub temu, da na sami stanovanjski hiši poleg kubija ni prav veliko lesa, kako lahko kljub temu na kubiju kombiniramo z lesom in s tem dobimo en tak tretji element, eno tako tretjo barvo, mogoče ka ful popestri vrt in celoto arhitekturo, se pravi hiše in vrta. Pojdimo pogledat. In rad bi vam pokazal še tale detalj, tukaj zgori. Tole je en tak majčken napušč, običajno ga kubi hiške nimajo. No, v tem primeru je pa tudi to lih tista majčkena popestritev, ki dodamo malo več lesa. Pa v tem primeru lahko tudi vgradimo LED trak, ki v temi spet doda na ambientu, pa tudi prostor postane zaradi tega in vrt majčken bolj uporaben. Vam ga bom tudi bližje zdajle pokazal. No, pa sem tukaj. Zdaj smo pa v BTC-ju. Te dve stojnici, ki sem vam zadnjič pokazal, sta že na ta pravi lokaciji. Trenutno sta na 95% končani, samo še par detajlov manjka. In zaenkrat sta tudi še prazni, noter ni nikogar. Se bo pa to, se mi zdi, zgodilo zelo kmalu. Tako da, verjetno bom še enkrat na hitro posnel takrat, ko bo možno že kaj tukaj pojesti. Do takrat vam jih pa danes še majčkeno bližje pokažem. Hvala, da ste bili tudi danes z mano. Se vidimo. Čau, čau.